lepo pozdravljeni. Danes bi radi spregovorili o problematiki dolgotrajne oskrbe in zavarovanju pred tem. Namreč v Sloveniji k sreči, in to je lepo, postajamo v povprečju vse starejši, živimo dlje. Toda to spremlja tudi kar nekaj problemov, ker se kot družba temu ne prilagajamo. Namreč z leti, s starostjo pride tudi do posebnih potreb pri ljudeh, ki dočakajo pač večjo starost in so ti ljudje pomoči potrebni. Potrebno je reči, da po našem trdnem prepričanju to zagotovo ni problem samo upokojenskih organizacij. Sindikat upokojencev naš na to že več let izjemno resno opozarja. To je razumljivo, ampak problem dolgotrajne oskrbe je problem vseh generacij. Zaradi narave problema. Tisto, kar mi zahtevamo in pričakujemo, da bi se pomočjo zakona čim prej prišlo do nekaterih sistemskih rešitev. Potrebne so sistemske rešitve, da bi ljudem, ki potrebujejo pomoč, to pomoč tudi učinkovito nudili. Po našem trdnem prepričanju so tukaj trije veliki problemi. Prvo je, potrebno je zagotoviti dostopnost, to je glavni cilj. Dostopnost bodi si v institucionalnem varstvu, bodi si pomoč na domu. In problemi, ki se tukaj pojavljajo, jih je več, o tem bomo več spregovorili v nadaljevanju. Jaz izpostavljam zlasti tri velike probleme, ki jih čutimo vsak dan. Problem dostopnosti, ali bolje nedostopnosti teh pomoči je izjemno velik. Najprej je problem pri ceni, ko ti vstopaš v ta sistem. Če vemo, da je povprečna starostna pokojnina 619 evrov, govorimo o povprečni starostni pokojnini, to pove ta številka, da je veliko in preveč ljudi tistih, ki imajo še nižje pokojnine. Ker bolezen in tegobe starosti ne zbirajo, je ta skupina ljudi pred nemogočimi problemi. Kako z izjemno nizkimi pokojninami stopiti v ta sistem, ki ni poceni, je drag. Različno je, ampak od 500 evrov, 400, pa vse tja do 1200, tudi do 1500 evrov na mesec, odvisno od oddelka, če imamo v mislih to institucionalno varstvo ljudi. Ko nastanejo potrebe, ko imaš to mizerno pokojnino, kako prideti, kako si pomagati, kako družba pomaga takemu človeku. Zaradi tega je izmed naših temeljnih zahtev v bistvu, da moramo uvesti novo obliko obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Brez tega ne bo šlo. Samo prerazporejanje znotraj zdravstvenega denarja, pokojninskega denarja, ki se ti sistemi zdaj malo prepletajo, tega zagotovo ne bomo dosegli. Gre za novo riziko, ki ga pač socialna država, socialno varstvo, socialno zavarovanje mora upoštevati. Naslednje, kar so čakalne vrste. Izjemno velik problem tega časa. Mi vemo, da so tukaj seveda velike razlike. Mogoče kje teh dolgih čakalnih vrst ni, ampak v urbanih sredinah, v urbanih okoljih so pa tukaj čakalne vrste nenormalno dolge. Problem je toliko večji, ker vemo, da v domovih starejših občanov so tudi oddelki za dementne bolnike.
ti zahtevajo 24-urno pomoč, varstvo. In teh oddelkov ni veliko, jih je zagotovo premalo. In tretji problem so ljudje, delavke, delavci, ki delajo sedaj v teh domovih. Njihovo delo je izjemno zahtevno, strokovno zahtevno, delovni pogoji izjemno težki. Na drugi strani pa plače, ki ne odražajo njihovo delo in trud, nizke in preniske. In paradoks je na drugi strani, da pa imamo primere dobičkov v teh domovih. To ne gre skupaj. Tako da mi zahtevamo, glede na probleme, ki jih imajo ljudje, ki bi morali biti deležni in so deležni dolgotrajne oskrbe, da ta vlada še v tem mandatu naredi tisto, kar je obljubila. To je, da pripravi zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju, ga da čim prej v javno razpravo in do volitev mora biti zakon sprejet. Kajti, če se to ne bo zgodilo, bo spet minilo 3-4 leta, spet bo neka nova vlada, spet bojo ciljni posveti, ker te posveti je bilo na to temo ničkolikokrat že, posveti z obljubami, tudi osnutki zakonov so že bili, več kot 10 let poslušamo, da bojo to politiki naredili, to se zapišuje v koalicijske pogodbe, pa nič, pa ne bi smelo biti nič. Tako da za Zvez svobodnih sindikatov in seveda v prvi vrsti za naš sindikat upokojencev, ki se nekako najbolj tolče bori za to, je to mora biti ena velika, največja prioriteta te vlade do volitev. Mora biti. Seveda je za to potrebna politična volja. Če ni politične volje, potem zagotovo tega zakona ne bo. Pa se to ne bi smelo zgoditi. Torej, največ, kar lahko dajo ti politiki, ki sedaj vendarle tvorijo to koalicijo do volitev, najbolj prepričljivo darilo je zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju ljudi. Toliko z moje strani. Najprej bi pa spregovorila naša kolegica Franska Četkovič, predsednica sindikata upokojencev. Hvala tudi v mojem imenu, da ste prišli kljub dopustom. Tako kot je predsednik dejal, se z problematiko nastajanja zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju ukvarjamo že vsi skupaj od leta 2005. Bilo je že ne vem koliko osnutkov zakonov, ki so jih pripravili tako na ministrstvo kot tudi v Zvezi društev upokojencev, tudi skupno socialnih zavodov. Bilo je res veliko posvetov na državni ravni, tudi z mednarodno udeležbo, veliko strateških dokumentov je napisano in vse posod je spoznana potreba, da zaradi demografskih in drugih trendov je ta ureditev sistema dolgotrajne oskrbe več kot nujna. Vendar od te načelne opredelitve in da se vsi s tem strinjamo, ne pridemo. O tem, kakšnimi konkretnimi težavami in problemi se srečujemo starejši, njihovi svojci, ko potrebujejo pomoč ali v institucionalnem varstvu ali na domu, par primerov bo povedal še kolega, podpredsednik Franci Magister. Kje so razlogi, da mi pridemo naprej z tem zakonom o predvidevanjih? Kot veste, je ministrica za zdravje dosegla, da se konc leta težišče priprave zakona iz ministrstva na delo, ki 10 let je pisalo osnutke, pa naprej ni prišlo, da je prevzela ministrica za zdravje in obljubila, da bo v tem mesecu prišel zakon v javno obravnavo. Na posvetu, ki je bil decembra ob mednarodni udeležbi oziroma koncem leta, in ministrica izpostavila osnovne probleme, izhodišča, na katerih mora temeljiti ta zakon, s katerimi smo se več ali manj vsi strinjali.
Vsi se zavedamo, da je neenotnost v sistemu zagotavljanja socialne, zdravstvene oskrbe, v sistemu financiranja, različni pristopi in tako naprej. V mesecu aprilu je državna sekretarka, ki pripravlja ta zakon, ministru za zdravje, pripravila izhodišča in je bil o tem organiziran javni posvet v Celju. No, že na osnovi teh izhodišč pa slišimo seveda pripombe, mnenja različnih deležnikov, ki bi naj sodelovali pri nastajanju tega sistema, s kateri več ali manj seveda opozarjajo, da to ni to. In naenkrat pridemo do informacij, da seveda ta zakon je vprašanje, če bo v tem mandatu zagledal luč sveta. Seveda smo zgroženi nad tem, kot je predsednik dejal, zahtevamo, da se vendar to zgodi. Kdo zavira? Kje so problemi? Različni deležniki, ki so tu od tistih, ki sedaj sodelujejo v različnih oblikah dolgotrajne oskrbe, ali je to institucionalno varstvo, ali je pomoč na domu, ali so to dodatki za pomoč in postrežbo. Sredstva so razdeljena po raznih ministrstvih. Ali je zdaj res problem, da se vsi ti deležniki ne morejo dogovoriti za enotno rešitev, da se ne morejo ta sredstva spraviti na kup in da pridemo seveda do ugotovitve, koliko potrebujemo sredstev, ki jih bomo morali nadomestiti z novo obliko socialnega zavarovanja, ki je dokazano več kot nujna in bi že morala biti davno sprijeta. Zdaj, kdo bo tisti, ki bo imel čarobno palco in bo rekel, za to mizo to bomo naredili in moramo narediti. Pa še kje se pa je zatika? Tako vedno pri finančnem vprašanju. Na nek način so računice bile narejene, koliko bo vse sredstvi, ki se že zdaj namenjajo za te potrebe, bilo še dodatno namenjajo, tu se znesek vrti okrog 100 milijonov, da bi torej morali pri dodatnih sredstev. Seveda vse se zaustavi tje, kaj mislite, tako kot se je zaustavilo tudi pri sistemu zdravstvenega varstva zavarovanja na finančnem ministrstvu. Torej, ali bomo prišli z neko obliko do novega jakle, novega zavarovanja, je vprašanje zdaj ali eno ali drugo, skratka, točnih informacij nimamo. Predsednik je že govoril o tem, kakšne so povprečne pokojnine, kakšni so stroški. V vseh izhodiščih strategijah piše, da je naš cilj v državi, da pridemo od tega, da imamo toliko in toliko v institucionalnem varstvu starejših, da moramo priti do obratnega deleža, torej 1:1, do tako imenovanih skupnostnih oblik v dolgotrajni oskrbi. To je pomoč na domu, to so razne bivalne skupnostne enote in tako naprej. Tudi tehnologija bi že naj pomagala, da smo doma na klik, imamo varstvo. Vendar, pomoč na domu, vi veste, da so cene pomoči na domu ekonomske tja do 20 evrov na uro. Občine glede na svoje finančne zmožnosti to sofinancirajo. Povprečju v državi bi uporabnik naj plačal 5 evrov na uro, so pa tudi cene v nekaterih občinah, ki ne doplačujejo do 9-10 evrov na uro. Če zračunamo, da je tista minimalna pomoč, ki nekomu pripada 20 ur na teden, je samo pomoč na domu 400 evrov. Če potrebuje maksimalno, ki jo mu pripada po nekih kriterijih, je to 800 evrov. Če primerjamo pokojnine, vidimo, kje smo, da morajo pomagati svojci ali na nek drug način, da pridejo pač ti do neke pomoči. Seveda, vse druge oblike skupnostne, pogoji bivanja, prirejanje bivalnih prostorov, da ne govorimo o zgradbah, ki so več nadstropne, ni dvigal, da so starostniki prepuščeni temu, da sploh ne morajo več na prostor in tako naprej. Skratka, v vseh strategijah mi nimamo konkretnih korakov, kaj bomo naredili danes, jutri, seveda, da bomo začeli na nek način pokrivati te potrebe. Sem tudi obiskovalka domov, zaradi mame in ostalih, zdaj tudi prijateljev. In veste, kako težko ti je pri srcu, ko prideš pred dom in ko te prosijo stanovalci, a mi date evro za kavico ali za kaj druga. Starostnik, stanovalec doma, ki mu doplačuje varstvo občina, mu ostane za žepnino okrog 40 evrov po nekih podatkih. To je za toaletne potrebe in za vse drugo, kar potrebuje stanovalec. In kaj mu ostane? Nič. A je to življenje dostojno človeka? Veliko ljudi že odhaja iz domov, ker svojci ne morejo doplačevati. V kakih razmerah ti ljudje doma živijo, ne vemo, nimamo prave slike.
Torej, resnično je veliko odprtih vprašanj. In se vprašam, ali v tej državi, ki ima zapisano načelo v ustavi, da je socialna država, res ostajamo starejši samo na papirju, zapisani kot neka skrb v strateških dokumentih, ko pa je treba konkretno kaj narediti, pa vse odpove. Da resnično še preveč ta država stremi za nekimi bruselskimi fiskalnimi omejitvami, tudi svojimi, kaže dejstvo, da so nam na našo zahtevo, da bi naj to, kar so nam z neusklajevanjem pokojnin na nek način vzeli, vrnili, oziroma vsaj vrnili pokojnine na raven, če bi se usklajevale, so nas lepo zavrnili. Vlada nas je zavrnila s tem, češ, dobili ste najnižje pokojnino 500 evrov, če seveda ste zazotili vsem pogojem, dali smo vam izredno uskladitev in to je to. Mislim, da seveda tak odnos do starejše generacija, ki je seveda vlagala v prejšnjih letih, ni v redu in se ne bomo ostali pri tem, da bomo samo rekli ni v redu, vedno glasneje bomo zahtevali, da se tudi kaj več naredi. Hvala. Hvala lepa, Franska. Še kolega Franci Magister, kolega je podpredsednik sindikata upokojencev. Moja predhodnika sta bila zelo temeljita in jaz bi želel povedati zakaj se mi zdi, da mora biti ta zakon končno enkrat že sprejet. Prej bilo rečeno, govorili smo o povprečni pokojnini, govorili smo, da so prihodki nižji od te povprečne pokojnine. Govorili smo o ceni v domovih oziroma govorili o pomoči na domu. Uporabniki težko to plačujejo oziroma vstop do teh zadev je težak, ampak mene je pretreslo prejšnji teden, ko sem bil v Beli krajini, namreč sem Belokrajinec, in so mi povedali moji sošolci, kako pa izgleda ta zadeva v Beli krajini. V Beli krajini imamo dva domova, Črnomelj pa Metliko, in znašli so se v situaciji, da so imeli kar naenkrat prazne postelje. Zakaj? Zato, ker to problematiko v narekovaju rečeno rešujejo Hrvati. Na Hrvaškem, se pravi ob meji, na oni strani Kolpe, so odprli neke domove manjših kapacitet, to se pravi 12-15 postelj. Pogoji bivanja so strašni, to se pravi, v sobici sta 2 postelji in 1 nočna omarica. Se pravi, bivata 2 osebi na par kvadratnih metrov. Cena je tam nekje približno 500 do 600 evrov, to se pravi cenejše kot v Sloveniji. In seveda svojci oddajajo te svoje starše v domove na Hrvaškem. Problem je pa še v tem, da tem stanovalcev tam ni zagotovljena zdravstvena oskrba. Če zboli, ga iz doma transportirajo do meje, na Vinico naprimer, in seveda tam ga odpelje v bolnico ali svojc, oziroma ga odpeljejo reševalci. Tako da dejansko sem prepričan, da če nam je slovenski družbi, na slovensko družbo mislim, kaj do teh, da bi rešili te probleme, bi morali zakon čim prej sprejeti. Namreč, če bo to zakon sprejet, torej ta, ki ga zdaj pripravlja Ministrstvo za zdravje, če bo ta zakon sprejet,
bo to 4. verzija, kar se mi pa zdi nedopustno, da bi se zgodilo to, kar je bilo rečeno v začetku, vlada ga ne bo sprejela, to se pravi, nova vlada bo začela ponovno iz nič. To je to. No, hvala ti, Franci. Jaz bi mogoče sem še misel dodal. Glede, pri Evropski komisiji je neko prekletstvo, ko Evropska komisija predlaga našim politikom, da morajo kje znižati delovske pravice, naši politiki to dosledno spoštujejo, se sklicujo na Evropsko komisijo. Ampak Evropska komisija je opozorila naše politike, opozorila nas vse, da je v Sloveniji velik problem, natanko to, problem sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe. Torej, naši politiki, če bi bili dosledni neki drži do teh inštitucij, bi morali ta opozorila upoštevati. Drugo, kar je, v Evropski uniji obstoja ocena in ni razloga, da ne bi verjeli, da 1/3 ljudi nad 80 let starosti potrebuje redno nego. Ne more biti drugače, tudi tukaj celo slabše. Prav obstoja neka ocena, da bomo v Sloveniji v letu 2020, da bo najmanj 60,000 ljudi potrebovalo dolgotrajno oskrbo. To so izjemno velike številke. Že sedaj je hudo, tako da bo pa še težje, če ne bomo v naši državi ustvarili sistem, ki bo pomagal ljudem, ko nastopi pač starost z vsemi svojimi težavami in problemi. Toliko z naše strani, je kakšno vprašanje? A mogoče še samo podatek, v naši državi dajemo veliko manj za dolgotrajno oskrbo v deležu iz družbenega proizvoda, 1,31, kar je na nivoju OECD 2%, in javni izdatki so pri nas tudi v manjšem deležu 0,95, v OECD 1,8. Če gledamo za dolgotrajno oskrbo v naši državi, dajemo iz zasebnih virov 73%, iz javnih pa 27%. To se pravi, da zaostajamo tudi na tem področju. In tudi jaz nekako, moram reči, da kar ošpici dobim, ko mi kdo pod nosom vodi fiskalno pravilo. Ker dejansko ljudje smo tukaj, ne pa samo ta uravnoteženost javnih financ. Namesto fiskalnega v ustavi bi potrebovali socialno zlato pravilo, ki bi zaščitili standard pač. Tudi ekonomski socialni steber ima napisano stališče, da vsakemu mora biti zagotovljena dostopnost do kakovostne dolgotrajne oskrbe. Dobro, lahko počasi zaključimo. Lahko rečem hvala. Hvala lepa.